Zelo pomembno zdaj pri tem preseljenju informacij so tudi šolstvo in pa vzgojno-varstveni centri. Vzgojno-varstveni zavodi in šola sta dve pomembni inštituciji, ki v cvetu življenja mladim podajajo znanje v ključnih letih njihovega mentalnega razvoja. To obdobje je za otrokov pogled na svet, razumevanje in sposobnost kognitivnega razmišljanja zelo pomembno. Starši so popolnoma predali odgovornost učenja in velikokrat tudi vzgojno-varstvenim inštitucijam, ki mnogokrat niso kos tej odgovornosti. So znanje na pamet naučeni podatki ali je znanje najti prave podatke v poplavi dezinformacij in jih sestaviti informacijo in jih uporabiti? Tle na prvi del tako je rekel, da ljudi niče ne vzgaja, kako ne vzgaja otroke. Zato je ta diskontinuiteta med generacijami čisto prekinjena. Torej, kontinuitete ni več. In zato potem se starši zatekajo v teh stiskah k inštitucijam. Imamo zdaj cel kup inštitucij, ki so se ugnezdili okrog šole. Razvojnih psihologov, pa sociologov, pa ne vem, pedagogov. Skratka, KBD-ih strokovnjakov se zdaj ukvarja z našimi otroki. Ker enostavno si več meni sposobno ukvarjati s tem. To je velika napaka. In zato tudi otroci skozi te šolske programe, ki so in skozi tega pritiska inštitucij, mi se spomnim moje mladosti, bom povedal primer vtikanja, pa ne vtikanja. Če so čas fante stepli, pa so bili pa čez 10 minut najboljši prijatelji. So bile te petilinje igrice med nami, ampak danes, če povedal pri tem, da je cel cirkus, to je policija, so psihologi, so psihiatri, so terapeuti, so sociologi, vsi starši so klicani, cela panika na šol. Zakaj? Za nekega naravnega pojava, ki bi vedno v družbi tisočletja. Pa sem govoril o enem mehkem ekscesu, malo pa tega še ogromno. Torej vidimo, da smo predali velik del svojih življenj v upravljanje nekim inštitucijam, ki potem odločajo namesto nas. Če je to napredek, jaz ga tle ne vidim mene napredka, zgublja se v bistvu povezava. Zdrav razum tudi med starši in otroci, predaja tega zdravega razuma. Je dan šola pehanje za rezultatom, uspehom, ali je namen še prvoten predaja znanja? No, mislim, da naši otroci vedno več vedo, pa vedno manj znajo. Torej, vedenje ali pa učenje nekih podatkov, če temu rečemo vednost, torej, koliko si otrok zapomni, pa če vidim, pa če zna vsest, pa pomeriti, pa se učiti, pa je zbran, pa potem lahko ponavlja tisto obvezno snov, ki imajo v šolah, je lahko odličnak, skozi. Je lahko dober pifler. Ampak ta otrok ne bo sposoben neka znanja uporabljati v praksi, torej on bo veliko vedel, da bo pa nič znal. Ima drill, ima navade? Nima pa znanja, ne bo znal nekaj narediti, ne bo znal nekaj skreirati, ne bo znal domišljijo uporabljati, ker to je konflikt med reprodukcijo obstoječega in med produkcijo novega. In sem prej govoril, ko sem začela pogovor, da kako je nevarno politično nakladanje, ki govori ravno več znanja za večjo konkurenčnost, več znanja pomeni reprodukcijo obstoječega, in to tle drilamo otrok v šolah, zato da jih učimo konkurenčnost, da bo na koncu en drugega sovražili, da ne bodo sprejemali človeka kot prijatelja, ampak da bo vsak človek sovražnik, da bo vsak bilo v tekmi, v tekmovalnosti. Individualizem. Še en korak naprej. To je nevarno, to je vojna poskaštvo. In ali imamo mi Slovenci eno lepo kodo v jeziku, mi pravimo, da nekoga srečaš, torej ti prinaša srečo. Kako danes to jemljamo? Vsak napahajan shod je potencialni sovražnik. Torej, beseda sreča kot sreča ne obstoji več. In zato sem poudaril, da otroci rabijo več domišljije za velike spremembe, torej razsvet domišljije rabijo, da lahko rešujejo probleme te kompleksne družbe, v kateri živijo.
Sprejem je jasno zato, da jih speljajo, ker v tem svetu dolg ne bo obstanka človeku. Zdaj pri teh tekmovalnosti, smo govorili o njej. Selekcija opisana fakultete je neko vrste tega tekmovanja. Ne? In je res potrebna ta selekcija, kaj prinaša? Je maturitetni uspeh res prava selekcija? No, jaz bi v odgovor takole rekel. Ne? Če gledamo največje duhove razvoja znanosti ali pa umetnosti v recimo zahodnem svetu, ali pa v Evropi, garantira, da vse polovica teh osebkov, v katerih nas poučujemo mlade, ki so jim vzor, so jim veliki problemi v šolah. Torej, te vzorniki, ne govori se, kako znali oni kot šolari. Vsi so bili težaški, neprilagojeni, vsi so izstopali, so bili čisto posebneži. In verjetno, če bi te genije, ki so kreirali evropsko znanost in umetnost, dali danes v šole, ne bi noben nič dosegel, ker bi samo reproduciral eno piflarijo, pa na koncu moral zafrustriran, ker je delo stvari, za katere ni na tem svetu. Jaz celo mislim, da take ljudi danes jih označijo za težavne in pa za otroke s posebnimi potrebami in dajo posebno šolo ali pa celo na antidepresive. In se pravi, s tem so prišla do tega, da se uničuje kakršnokoli domišljijo, Sistem je uperjen proti razsedu domišljije, proti inovacijam, proti bi rekel, spremembam, zato kreira idiote. Idiote, ki so ozko usmerjeni v neko specialnost, ker znotraj tega reproducirajo neke stvari. Kamor pa spet usmerja ta znanost in pa ta kapital. Pravica do izobraževanja je v naši ustavi določena vsem enaka. Zakaj se želi šola privatizirati? Kakšna je možnost, da do tega pride in kako bi to vplivalo na kakovost že tako slabega izobraževanja? To je enostavno. Jaz sem poudarjam, da kapital sili bodoče, ki še pričakuje kakšen profit. In če mi po eni strani govorimo, kako je nujna izobrazba, kakšen ta pritisk družbeni na izobraževanje, da morajo vsi diplomirati in doktorirati, torej vsi osebki, obvezna je diploma, pa skoraj doktorat tudi, potem je jasno tudi pritisk kapitala na privat šole velik, kajti vedno več mladih ne bi diplomiralo in doktoriralo na fakultetah. In to rata neka tržna niša potem za tržna niša, za kapital, mislim, ki lahko... Briga njih, oni bodo prodali tiste diplome. Ampak kaj bo vam prišlo iz teh šol? Kako bo to, ne bom zdaj govoril o družbeni uporabnosti, kako bodo ti mladi srečni s tem v svojem življenju? Kaj bo pomaga diploma, ki je lahko okvirna na razlik nabije, če bo nesrečen v tem, ker bo gotovo, da je to pravilno nesposobno v tej stroki, da je pač drago plačal tisto diploma po doktorat in nič več. In zdaj mora s tem preživeti. Tukaj pa vstopi ta neizprostni kapital, ki je prej služil na račun tega, da je spravil diplome, tega pa pustil na trgu delovne sile kot fleksibilca in z tega doktoranta pa diplomanta bo nastojen prekariat, bogi, ki bo doma tipkov 12 minut, da bo tudi za golo preživetje. Pa bom ben doktorat ne pomaga. Vidimo, da imamo vse to dihotomijo, ki je proširna. Ampak, če rečemo, govorimo zdaj o tem šolstvu, ki dela idiote, nekje bo neka šola, ki bo druge ljudi naučila nekega znanja. Zdaj pa, ali obstaja bojazen, da bodo v prihodnje tudi šole razdeljene za otroke bogate starše in pa revnih staršev? Vse to že. Tudi že pri nas. Pri nas prihaja to nota, vsi ga zažirova. Vse imamo nekaj elitnih šol, elitnih univerz, kamor brez bogatstva staršev ne more blisti, tudi te znamo. Prav se to dogaja, malo zamujamo, ampak upam, da bomo še malo zamudili. Glede na to, da je znanost indoktrinirana, se lahko ali že pojavlja ta indoktrinacija otrok v vrtcih, šolah, fakultetah?
Ne, znanost ni tukaj indoktrinirana kot je polna dogma, kar pomeni smrt za znanost. Ne. Čas znanosti je bil ravno v tem, da so se soočili argumenti, ne, pro et kontra, ne, da so znanstveniki kregali, obkladali z vsemi možnimi izrazi, se sovražili celo, ne, in vrsto let obračunavali, ampak iz teh konfliktov, ki so bili znanstveni konflikti, ne, tu je ta čar znanstvene svobode, so se revele krasne ideje, no, tukaj znanost predvada, ne. Nas tega ne več, ne. Jaz danes ne vidim, nisem nekaj bral kakšnih, bi rekel, znanstvenih konflikti v smislu, da se iskrijo od argumentov do dobrih idej, ne. Zato, ker danes se vedno zagovarja kolega v istem fohu, ne, se ne govori preko njegovih zlobov. Zato, ker je sistem, kako znanost deluje, zgrešen čist, ne. Mi imamo velike znanstvenike pogovarjati, ki so v radnem flow, v borbi za točke, ne. Torej, en drugega citirajo, ne, da z tega nastanejo te skupine, te ljubi znotraj stroke, ki je drugega šlepajo, ne. In tukaj ni za pričakovati nobene napredka v znanstvenih raziskovanjih, ne. In če gledamo zdaj tudi raziskave, ki so naredili, neodvisni, recimo zanimiva ena, in moram kar povedati, da je kako pada kreativnost te civilizacije sedanje, ne. Zahod je dosegel svoj vrh leta 1873 v inovacijah, v tehnološko-tehničnem napredku in v umetnosti. Od takrat gremo dobro. In leta 2005 smo bili na nivoju leta 1600, torej na nivoju začetka renesanse. In če bo ta trend upada inovativnosti in kreativnosti sveta še toliko navzdol, bomo leta 2045 ali 45 bili na nivoju razpada rimske imperije, torej Dark Ages. In potem se vprašamo, od kje ta tak strahotni pad kreativnosti človeštva in ustvarjalnosti. Hitrejši računalnik ne pomeni, da je nekaj novega. Vsa hitrost je povečana. Koncept računalnika je bil narejen 5 let. Pa še pa z elektronke na tranzistorje, pa s tranzistorje na čipe, pa na mikročipe. Govorimo o teh epohalnih odkritjih novega, ne v konceptih. Tako. Se pravi, ni v samem razvoju ni nekih napredkov, ni nekih prebojev, samo... Totalna stagnacija je, tudi če je umetnost, poglejmo glasbo. V glasbi je v bistvu samo še repeticija tistih eksplozivnih 60, 50 let, ko so nastajale nove stvari. Plagiatorstvo ali špiranje. Kako bi danes otroke pravilno usmerili in dali širino ter out of the box razmišljanje izven okvirjev, namesto da jih vsi učijo usmerjeno in podajajo indoktrinirano znanje? Ali bi bil prav, da se otroke nauči razmišljati z vlastno glavo, jih povezati z realnostjo, z naravo, naravnimi zakoni in resursi? Hedilo to se v svetu je kar hitrem razvoju zdaj pač nova pedagogika, ki temelji na tem, da je pouk v naravi, ne. Torej, da pouk poteka v gozdu, na travniku, ob reki, torej zunaj, ne, v učilnici. Prvi korak je itak šolski vrt, ne, ampak ne tako, kot se ga pa nas nekateri predstavljajo, ne, da je tam ena gredica solade, pa ena gredica dišavnic, pa ne vem, korenčka in to je šolski vrt. Pa še to za ograjo? Ja. Ampak je, pa zdaj pa problem bo to obdelal, ampak je šolski vrt učilnica na prostem, ne, in potem večina teh stvari se dela v naravi, temu pravijo ecological literacy, ekološko opismenjevanje, ne, in številni filmčki obstojajo na YouTube, si lahko vsako gleda, ne, kako se otroci učijo v naravi, torej vsi, ves predmetnik, recimo osnovne šole, od matematike, fizike, kemije, biologije, zgodovine, zemljepisa, tako naprej, se poučuje lahko zgodovino. Če je volja in ta stik z naravo, ta stik z življenjem, ta odmik od strojega materialističnega racionalizma in potrošništva, otrok obogati spekter in horizont in postane drug človek. To je bistvo. Nekatere šole v Sloveniji to že s pridom izkoriščajo? Ja, imajo že. Tudi jaz osebno poznam nekaj šol, sem z njimi sodeloval, tudi z učitelji, starši, z otroki.
in so izjemne izkušnje. Tudi znamo, da je to ta stik. Kako so otroci v bistvu, kako jim je ukradeno neko otroštvo, kako jim je en brezobzirni kurikulum neke butaste države ukradel to veselje do življenja, to radost, ta stik življenja. Ne? No, ampak vesel sem, da se tukaj le pokazal nek napredek, nek preboj. Prepočas. Prepočas, ampak koraki so.